Leto 2019 so v občini Krško zaključili s 40,9 milijona evrov prihodkov in 36,8 milijona evrov odhodkov. Realizacija je na prihodkovni strani 93-odstotna, na odhodkovni pa 90-odstotna. Kot je pojasnil župan občine Krško, so 13,8 milijona evrov namenili za naložbe. Razlogi za nekoliko nižjo realizacijo so predvsem v manjših transfernih prihodkih, posledično tudi na drugi strani odhodkih in pa seveda na zmanjšanju nekaj manjši dinamiki investicij, ki je te dva elementa najbolj vplivata na to, da ni bila realizacija 100-odstotna. V lanskem letu so odplačali za 1,7 milijona evrov dolga. Občina redno zmanjšuje vsako leto zadolžitev in sicer potem po približno 1,1 milijona evrov letno, kar je tudi letos, tako da je skupna zadolžitev sicer okrog 13 milijonov, torej vsi dolgovi, vključno tudi z dolgovi iz naslova posojila strani države, tako imenovanega 23. člena, ki počasi narašča, namreč vsako leto koristimo ta sredstva v višini približno 560 tisoč evrov. So sicer to povratna sredstva, nekoč niso bila, to je treba povedati, so pa neobrestovana, tako da so to se v 10 letih ta sredstva tudi državnemu proračunu vrnejo. Župan se je ob tem dotaknil še dinamike izvajanja proračuna v letošnjem letu v času razmer, ki jih je povzročila epidemija novega koronavirusa. Običajno dinamika po sprejetju proračuna takšna, da v prvi polovici leta oziroma tam nekje do maja izvajamo razpise, izbiramo izvajalce in potem nekje v juniju uvajamo izvajalce v delo. Tista dela, ki so bila že za lansko leto začeta, so se letos prekinila nekje od 13. marca pa tam do 1. aprila, potem pa so se nadaljevala s polno dinamiko, tako lahko rečem, da je eno najbolj takih vidnih gradbišč je seveda gasilski dom pri poklicni gasilski enoti, pa tudi druga gradbišča se niso ustavila in so se izvajala. Tako da ne bo verjetno proti koncu leta ta 14-dnevni zastoj sploh opazen. Svetniki so prav tako sprejeli predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Stara vas v Krškem, ki podaja prostorske pogoje za gradnjo 7 novih stanovanjskih objektov s pripadajočimi zunanjimi ureditvami ter gradnjo dostopne ceste z obračališčem. S tem prostorskim aktom dejansko zapolnjujemo še eno večjih vrzeli v mestu Krško na območju Stare vasi z nekim interesom, da dejansko investitorji lahko pridobijo gradbena dovoljenja in začnejo z gradnjo svojih objektov. Med drugim so se člani občinskega sveta seznanili z letnim poročilom za leto 2019 družbe Rudar, letnim poročilom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Krško za lansko leto, z letnim poročilom upravljanja kabelsko-razdelilnega sistema za prenos televizijskega, internetnega ter telefonskega signala v občini Krško ter letnim poročilom izvajanja javne službe Tržnica Videm za leto 2019 ter sprejeli njen program dela za leto 2020.